Ja, dobrodošli nazaj, dragi gledalci in gledalke. Kot sem uvodoma povedala, so ponedeljki rezervirani za ljubezen. 10 za ljubezen je naslov naše oddaje in kot večkrat povem, pa še enkrat bom, če je še nov gledalec, torej dvojni pomen, če dobimo 10 na faksu, pomeni, da smo v ljubezni zares odlični. Prav tako pa v oddaji vsak teden obravnavamo drugo tematiko in danes bomo takole obravnavali spletne zmenke, ker vemo, novi časi so, včasih smo se dobivali pri pošti, pri trgovini in tako naprej. Zdaj pa se da dejansko ljubezen spoznati tudi preko interneta in to zelo dobro ve moja nocojšnja gostja in sicer Tina Centrih iz onaon.com. Povej mi najprej tvoja vloga, organizacijo dogodkov pokrivaš v Onaon. Drži. Skrbim za dogodke, teh je kar nekaj, vsako leto se jih nabere čez 40. Čez 40, ok. Pa mogoče bo šla kar za začetek od začetka. Kaj sploh je Onaon? Tisti, ki ne pozna, da mu razložiš od začetka, kaj je to? Ok, če se slučajno še kje kdo najde, ki ne pozna Onaon. Onaon je največji spletni spoznavni portal, namenjen je samskim, ki iščejo resno vezo. Vsako leto oziroma druži se preko 160 000 uporabnikov, ki se na takšen in drugačen način želijo pač spoznati ljubezen svojega življenja. Ok. Poleg, torej, se pravi, ti želiš si samski, se želiš spoznati moškega ali pa žensko svojih sanj in kaj zdaj? Otipkaš ona-on.com, to ste naredili pred kratkim eno raziskavo, da so dejansko upisvali com, ne? Ja, ker so slišali reklamo. No, c je com, ne, žal je treba tudi na take malenkosti biti včasih pozoren. In kaj potem? Se pravi, najprej se povežeš v portal in potem verjetno je nek okenček upiši se. Osnova je, da imaš internet pa mail. Narediš svoj profil, se pravi, izbereš neko namišljeno svoje uporabniško ime, s katerim se predstavljaš, na mail dobiš potrditveno sporočilo, pri nas vse nove profile pregledamo, da so res pač nekako verodostojni. Aha, se pravi, je neka ta nadzorna funkcija, da se ne korupirajo. Potem od tukaj naprej pa vse po želji uporabnika. Lahko naloži sliko, lahko jo ne. Tisti, ki imajo sliko, imajo več uspeha. Skrivnosti že izdajo. Ja. Lahko se opiše, lahko svoj videz opiše, svoje lastnosti, svoje hobije in na drugi strani tudi hobije, želje, lastnosti partnerja, da potem sistem lažje filtrira tiste uporabnike, ki bi nekako se med seboj ujemali. Ok, se pravi, kaj pa, če nekdo išče samo tako avanturo za eno noč, je to tudi potem možno? To ne sodi k nam. Imamo partnerski portal temu namenjen, urgenca.com. Onaon je pa res za resne veze. Se pravi, tisti, ki resno iščete svojo ljubezen. Ok. Povej mi, imaš kakšno statistiko, koliko parov se gor pozna, kakšen uspeh beležite? Seveda. Vsako leto se na Onaon spozna preko 1000 parov. 1000 parov, to je kar velika številka. Velika številka, vsak 5. par nekako je že preko spleta nastane. Iz našega portala se pa odjavijo 2 do 3 dnevno z razlogom, da so nekoga spoznali pri nas. 2 do 3 na dan? Drži. Ja, mislim, kaj še čakate, ne, vsi samski, ki nas gledate? Ok, če se ne motim, pa tudi radi svoje pare ne nadgradite. Niste tako samo, da ko nekdo se spozna in s tem je vaša naloga zaključena, velikokrat jim podarite tudi kakšne vstopnice za kino in tako naprej. Ja, ali kot si omenila vstopnice, ali jih pocrkljamo s kakšnim izletom, rafting, ne nazadnje pa nekaterim tudi poroko podarimo, organiziramo. Poroko, ok, tukaj se moramo zdaj ustaviti, kako to zgleda? To zgleda tako, da imamo projekt Najina zgodba se imenuje, vse naše uporabnike, ki so bivši uporabniki in nam nekako pomahajo v slovo, povabimo naprej v druženje z nami, tako da oddajo svojo zgodbo o tem, kako se je njuno spoznavanje začelo, kakšne hecne štorije nam povejo in zaupajo. In v tem natečaju potem vsako leto glasujejo zunanji
za najboljši par in tisti par, ki dobi največ glasov, dobi poroko. In ravno zdaj bo kmalu razglasitev. No, pol so pričakovanja tako nestrpna. In se pravi, kaj organizirate vse od poročne obleke do make-upa In glasba, bend, šopek, prstani, frizura za nevesto, torta, cel komplet. Ja, lepo, okej. Če bi bila samska, bi se zagotovo prijavila, tako bom rekla. Ja, kar nekaj porok se je zgodilo. Zdaj, veš, kaj mi povej, ne? Ti imaš sploh veliko izkušenj, si na dogodkih, vidiš te pare, ne? Kakšni so Slovenci, kar se tiče spoznavanja? A pridejo tja zelo samozavestno, so bolj prestrašeni? Kako so do teh spoznavanj? Nekaj vemo, da je internet, nekaj pa je potem, ko se vidimo v živo. Kakšni so? Pravzaprav zelo različni. Mogoče na začetku res malo bolj zadržani, ker le nikogar ne poznajo, pridejo v neko novo okolje, več ali manj sami, nimajo prijateljev tam, na katere bi se lahko uprli. Zato so od začetka res malo bolj zadržani. Z našimi animacijami, animatorji, Kupiti ljubo, pa mi zelo dobro poskrbimo za to, da se te ljudje sprostijo, da se začnejo med seboj pogovarjati, družiti in da potem ta komunikacija steče. Na koncu dneva ni ga dogodka, ki ne bi kakšen parček nastal. Pa tudi zelo simpatične hostese imate, a ne? Drži? Okej, zdaj prvi oziroma naslednji vaš dogodek pa bo to soboto, 16.6. In sicer povej mi, kje se bo ta dogodek odvijal? Dogodek se bo odvijal v Mengšu, center Harmonija Mengeš, to je športni center. Piknik z veselico, z bendom, z hostesami, Kupiti ljubo bo prišel in streljal s svojimi puščicami, tako da bo uspeh čim večji. Okej, dobro, se pravi Harmonija Mengeš. Jaz imam tule že prav celoten seznam, pa ga bo mogoče kar po vrsti predstavila, pa ti sprot malo pokomentiraš. Najprej ob 14. piše izlet na Mengeš kočo. Dobili se boste na parkirišču in trajalo bo to 1 uro. Drži, to je en tak kratek izlet. Mi smo ugotovili, da pohodi zelo dobro vplivajo na ljudi, da ljudje radi hodijo. Slovenci smo tudi nekako tak gorski narod. Tako, se strinjam. Radi hodimo v hribe, zato smo rekli, da je to en dober moment za to, da se ljudje sprostijo in spoznajo. In eno smer izlet traja 20 minut, gor se potem malo podružimo, imamo pripravljeno tudi eno spoznavno igro in potem odidemo nazaj na ta piknik prostor, ki je v bistvu tudi izhodiščna točka za izlet. Se mi zdi to zelo fajn, ker ko se športaš in zašvicaš in tako naprej, nimaš časa razmišljati potem, koliko ti je narodan. Tako da zelo fajn ob športu. Res je. Ok, fajn. Potem se pravi, ob 15. boste prišli gor in takrat bo nekako uraden začetek piknika, registracije, kaj še? Vsakega, ki bo prišel na piknik, ga bojo naše hostese in animatorji sprejeli in ga odpeljali v družbo, ga predstavili in poskrbeli za to, da ne bo nekje na samem mostu, pa ne ve, do kaj naprej. Program je res zasnovan za vsako minuto, od 3 naprej, tako kot si rekla, kjer se začne, bomo skrbeli za to, da se bodo ljudje družili med sabo. Mimogrede, vse to vidite trenutno tudi na ekranu, sicer pa je njihov naslov www.ona-on.com. Tam najdete tudi točen spored dogajanja. Ok, se pravi, po tem uradnem začetku, seveda, ko se fajn nahodiš, pa je čas seveda za kosilo. Kaj bo dobrega? Tako kot se za piknik spodob žar, krožnik, mesno-zelenjavni izbor jedi z lepinjo. Se pravi, in za mesojede, in za vegetarijance boste poskrbeli? Absolutno, vedno skrbimo za vse. Potem sledi tudi nekaj sadja, da se malo odžejamo. Pred tem še aperitiv in na koncu še palačinka party smo poimenovali, kjer se bomo ob palačinkah družili, si sami izbrali namaz in dodatke, tako da bo tak en cel komplet
hrane, poleg vsega programa. To bo tudi tak pravi kulinarični dogodek. Ja, poleg. Pa še, če spoznaš ljubezen svoj sam, pa sploh v redu. V redu bo tudi midve zdaj tlele pri kosilu zaključile za kratek čas, bova šle v kino, malo spile vode ali pa malo sadja, če je kje. Potem pa zveste nadaljevanje programa, gledam naprej, kar nekaj zanimivih stvari, tako da se splača odstati z nami in pogledati točno, kaj vse se bo dogajalo. Takoj po kino. Ok, gremo mi naprej s programom, ostale sva torej pri kosilu. Ob 15:30 bo torej ta slastni del tega dogodka, potem pa sledi od 16. ure vse do 8. ure zvečer glasba v živo. Nam lahko kaj izdaš, kdo bo igral? Ja, ansambel Jurčki bodo skrbeli za glasbo in tudi za nekaj animacijskih vložkov, da bodo tudi tisti, ki nikoli ne plešejo, se upogumali in prišli zaplesati. Odlično, ok. Aha, se pravi, tudi iskali boste soplesalka in soplesalko, tako da res ne bo noben ostal sam in se bo zagotovo vsak zavrtel. Ok, potem se pravi, od 4 ure tam nekje do 8 imate kar nekaj animacij, pa potem bo šel vsak lahko na svojo točko ali greste skupaj čez vse. Kako bo to izgledalo? Nekaj programa bo potekal čez cel piknik, se pravi, bodo lahko zbirali ali grejo na eno ali na drugo točko. Med drugim bodo pa tudi tam strokovnjaki, ki jih bodo lahko naši udeleženci obiskali, da jim bodo mogoče razkrili kakšno skrivnost, kako se približati nekomu, ki ga ne poznaš. Ok. Dobro, potem ples, šport in Ford avto zmenki. Ok, kaj pa bo to? To bodo pa neke vrste hitri zmenki, ki bodo potekali v avtu. Mi bomo naredili neko simulacijo. Vsak par se slej kot prej usede v avto in odpelje recimo na kakšen izlet. Tukaj bojo pa že lahko preizkusili v 5 minutah, kako to izgleda. In bojo dejanski avti? Dejanski avti, lahko bo voznica ona, lahko bo voznik on, tako kot se bosta zmenila. In vsekakor neka taka intima, da se omaknete tudi, če želite. Zaprt prostor, kjer se bosta lahko pogovarjala, pač tisto, kar bosta želela, nihče jo ne bo slišal, trajalo bo pa 5 minut, tako da tudi, če mogoče ta zmenek recimo ne uspe, bo po 5 minutah vsega konec. Se pravi, to so te speed datingi, ki jih imate sicer nasproti en drugega, bodo zdaj v avtu. Drži. Zanimivo, no, fajn, ok. Potem pa še družabne igre ob 17, 18 Zodra, kaj načrtujete? Tako kot sem rekla, to bodo skrbeli ansambel Jurčki za razne takšne družabne igre, kot smo jih vajeni, ne vem, mogoče z veselic ali pa z kakšnih porok. In na koncu Zodra še razglasitev iz natečaja Najina zgodba za par, ki bosta dobila sanjsko poroko. Bodo tudi vsi tam verjetno, ti pari, ki so se spoznali, pa bodo tudi kakšne izkušnje lahko delili, kaj napisati, kako pozdraviti, kako začeti. Ok, in potem tam nekje ob 8 uri zaključek piknika in mogoče pade kakšen poljub ob sončnem zahodu, kdo ve. Mogoče pa res. Tako, možno je zbirati med dvema paketoma, med osnovnim in all inclusive. Kakšna je razlika? Razlika je v bistvu kar velika. Pri osnovnem paketu je zajet celoten program, plesna animacija, spoznavni del in druženje. Pri all inclusive paketu je pa tudi zraven izlet, vsa hrana, aperitiv, se pravi pijača. Vsi strokovnjaki bodo na voljo in pa te zmenki, hitri zmenki. Vidim, da imate strokovnjake kar 3. Prva je, če se ne motim, Jerneja Krapše. V bistvu oni bodo cel čas tam. Tako je. In o čem bo ona govorila? Ona bo v bistvu predvsem svetovala ženskam, na kakšen način prepoznati idealnega. Ok. Dobro, potem tudi Edvard bo tam, on je strokovnjak za govorico. Bo lahko že tako ocenil, če ga kakšna gleda, pa mu mižika, je to se mu samo zdi. On je strokovnjak na področju govorice telesa in bo tudi nam kakšen namik ali pa nasvet dal, kdaj je neka naklonjenost med dvema, ki se pogovarjata in kdaj je ni.
Da se nam samo zdi. Tako. Ok, pa še ena, taka strokovnjakinja bo Elena Sofija Seničar. Ona pa je... Ona je pa energetska terapevtka, ki bo tudi tam na voljo za krajše posvete. Ja, skratka, ne samo, da bo to nek tak družaven dogodek, kjer se bo dobro pilo, jedlo, plesalo in igralo, bojo tudi taki neki uporabni, strokovni nasveti. Tako da, če ste samski, tole je nekaj za vas. Tole gledam, imate tudi nekaj pogostih vprašanj, starost. Kako je s starostjo, kdo se lahko to udeleži? Piknik je v bistvu take odprte narave, tako da se ga navadno udeležijo mladi tam od 25-30 let naprej, pa tudi do upokojencev, ki se pridejo malo podružiti, bolj kot iskati ljubezen, družiti z ostalimi uporabniki. Tako da za vse starosti. Ok, tudi kaj obleči priporočate, športno obutev, oblačila. Ja, kaj pa, če nekdo ni športen tip, ne? Se bo lahko podal na to kočo, kako zahtevno je? Ta izlet je zelo nezahteven, glede na to, da traja samo 20 minut, niti kakšne posebne kondicije ne rabiš. Če se mu pa vseeno zdi, da to ni za njega, je pa absolutno bolj, da nas počaka dol. Tako se ob 3 vsi vrnemo nazaj in bo potem glavnina dogajanja na prizorišču, kjer tudi poteka on piknik. Zdaj, če se kakšen gledalec že sprašuje, načrtuje, šel bi, ampak ne upam, strah me. Kaj bi svetovala takmu, ki ima kar nek zadržek, želi si, ampak ne upa iti? Naj pride. Zelo enostavno, pač treba je nekako narediti včasih en korak naprej, iti malo čez sebe iz tiste cone obdobja, narediti nekaj zase in iti v družbo. Domov ne bo nobeden prišel, ljubezen ne bo potrkala na vrata, zaradi tega je treba pač včasih, tako kot sem rekla, narediti korak naprej, iti na piknik in to je res, ne vem, obstaja sploh boljša rešitev kot to, da ti nekdo pomaga iti, pristopiti v družbo ljudi. Čeprav razumem, ne bodo pari, ki se spoznajo na on tam imeli tudi nekako odličen izgovor, da reče, se spoznava tam, ne? Se pravzaprav temu je druženje tudi namenjeno, da greš nekako izven tega, se pravi, komuniciranja pred računalnikom. Drži. Lahko se bojo v živo videli, mogoče se zmenita za čisto tako druženje prek računalnika in rečeta, ok, se bova videla na pikniku, pa ni nekega tistega okolja napetega, vse poteka sproščeno. Pa vsi so na istem skoraj, ne? Tako, vsi smo in so na istem. Tako, zdaj to naslednje vprašanje, ki te bom vprašala, se kar malce nanaša tudi na to, ampak kaj svetuješ vsem, ki ljubezen še iščejo, že prepozno, ne? Dokdaj je zate zadnji čas za ljubezen? Jaz mislim, da zadnjega časa za ljubezen ne moramo tako zelo enostavno definirati. Pri nas imamo uporabnike, ki so stari od 18 let pa vse do 80 in več. Če le znajo uporabljati računalnik, se lahko vpišejo, kadarkoli registrirajo in si na takšen način ali krajšajo čas, ali pa res poiščejo ljubezen, tako da nikoli ni prepozno. Se mi zdi, da sem zasledila na vaši strani tudi nek telefon, ne? Če nekdo pa res ne zna, vas lahko kontaktira, pokliče in dobi pomoč praktično 24 ur na dan? Mi smo na voljo med tednom ob delavnikih od 9 pa do 4. Tako za tehnična vprašanja, kot tudi za kakšna vsebinska vprašanja, kako se lotiti zadeve. Smo pa tudi zdaj zelo poenostavili stvari še in naredili mobilno aplikacijo, ki deluje preko weba. Tako da je res zmenek v žepu praktično. Dejansko, se pravi, si zloada aplikacijo na telefon in... Niti zloadati jo ni potrebno, samo preko svojega brskalnika gre na ona-on.com in je že na aplikaciji. Ok, dobro. Dogodek bo torej v soboto, da še enkrat točno poveš, 16.6. ob 15. se začne? Ob 15. se začne piknik, tisti, ki bi želeli na pohod, kar je zelo priporočljivo, pa že ob 2. Dobro, izlet na Mengeško kočo, odlično. Ja, dobra hrana bo, glasba tudi, družabne igre in če na vse to dodate še ljubezen vaših sanj, ki vas morda čaka
se splača. Tina, jaz vam želim en odličen dogodek. Kdaj bo naslednji? Se že kaj ve, če slučajno? Naslednji bo julija, en izlet z agencijo, potem naprej avgusta imamo gorski dan, skratka vsak mesec je nekaj. Tako da več na spletni strani ona.pomišljajon.com. Tina, hvala, ker si prišla in uspešno v soboto. Hvala.